Lepo pozdravljeni v podkastu Gospodarske zbornice Slovenije, kjer danes govorimo o temi, ki jo v zadnjih letih vse pogosteje slišimo, in sicer o dvojni rabi, torej tehnologijah, proizvodih in seveda tudi znanjih, ki imajo tako civilno kot seveda na drugi strani tudi obrambno uporabo. Torej, gre za področje, ki odpira velike poslovne priložnosti, hkrati pa seveda sproža tudi številna vprašanja od regulative, financiranja in seveda pridemo tudi do kakšne etike in odgovornosti. Torej, kaj dvojna raba sploh je, kje so priložnosti za slovenska podjetja, kakšna podpora obstaja tako pri nas v Sloveniji kot v Evropski uniji, ter kako je videti pot podjetja, ki je v to področje že uspešno vstopilo, o vsem tem z odličnima sogovornikoma za to področje, torej dvojne rabe. In sicer v studiu lepo pozdravljam Mateja Gajzerja, direktorja TECES-a, torej strateškega partnerstva slovenskih podjetij, raziskovalnih institucij in seveda države za razvoj teh naprednih tehnologij. Morda takoj uvodoma povem, da s TECES-om je GZS lani novembra podpisala tudi sporazum o sodelovanju na področju dvojne rabe. Tako da, Matej, dobrodošli v studiu. Pozdravljeni. Ter Blaž Peternelj, direktor podjetja Smartis, ki že danes razvija in trži izdelke z dvojno rabo. Blaž, tudi vam lep pozdrav. Lep pozdrav. Bi pa popravil, da sem vodja razvoja. Se opravičujem, vodja razvoja. No, morda nekoč tudi direktor podjetja. Skratka, Matej, začniva v bistvu morda čisto na začetku. Kaj sploh je dvojna raba? Ko rečemo, kaj to v praksi pravzaprav pomeni? Hvala. Vsekako se je v zadnjem času res postavlja ogromno vprašanj, kaj dvojna raba je. Mogoče najbolj enostavno pogledano gre za neke tehnologije, rešitve oziroma sisteme, ki imajo uporabo tako v civilne namene in obrambne namene. Ključno pri tem je, da ta tehnologija, ki je morda v ozadju, ni bila razvita izključno za obrambne namene oziroma za neko orožje, ampak predvsem za reševanje nekega civilnega problema, ki pa se potem seveda te tehnologije lahko uporabijo potem tudi za te druge rešitve. No, in katere tehnologije pravzaprav danes najpogosteje spadajo v to kategorijo, ne? O čem govorimo? Govorimo bolj o digitalnih rešitvah, so to senzori, materiali, ne vem, umetna inteligenca? Rešitve so lahko, bi rekel, kar precejšnje število teh tehnologij oziroma rešitev je za dvojno rabo. V določenih primerih morda celo podjetja ne vedo, da so njihovi produkti in rešitve za dvojno rabo. Največkrat, kaj lahko o tem govorimo, je, na primer, tako kot ste sami podali, ali neke digitalne rešitve, ali so to neki sistemi upravljanja, naprednega nekega vodenja, razne kibernetske varnosti, digitalni dvojčki, ali drugače, kot je bilo omenjeno, ali neki senzori, se pravi neke naprave, ki zaznavajo določene elemente okrog nas, ali v nekih energetskih sistemih, razna mikroomrežja, mogoče tudi vsi sistemi za vodiko, toliko zadnje čase, ko govorimo o vodiku, ali neki avtonomni viri za generacijo energije ali shranjevanje energije, ali pa kakršnekoli tudi umetna inteligenca, o kateri se zadnje čase toliko govori, razni algoritmi, ali pa tudi raznovrstni materiali, lahke drugačne kovine, izredno širok spekter tega je. No, v javnosti se pogosto ustvarja vtis, da je dvojna raba praktično tudi sinonim za orožje oziroma torej uporablja se tudi za obrambne namene. Če bi razložila zelo preprosto, koliko neke dvojne rabe v resnici nima nobene zveze z orožjem? Jaz osebno menim, seveda, moje osebno mnenje seveda, da dvojna raba nikakor niso sinonim za orožje. In da večina teh rešitev, v katere se mi usmerjamo, to je tudi področje, v katere se usmerjamo TECES in naša partnerstva, izključno v rešitve dvojne rabe. Se pravi, nekako ena izmed tistih stvari, ki so povedali, to so rešitve, ki jih lahko podjetja uporabljajo tako za civilne namene in obrambne, in predvsem ta podjetja, ki imajo tudi izkušnje iz rešitev civilne rabe. Tako da
Sem spadajo najrazličnejše rešitve, kot je bilo rečeno, v energetskih sistemih. Ali sedaj v zadnjem času toliko govorimo tudi o energetski kritični infrastrukturi. To so razne takšne rešitve, ki to omogočajo oziroma pravzaprav, ki jih skoraj vsakodnevno srečujemo. Mogoče navedeva za ilustracijo, kakšen primer kakšnega izdelka, ki ga pravzaprav vsi poznamo ali pa vsak dan uporabljamo, pa je lahko izdelek dvojne rabe, ne? Ja. Zdaj, gledajte, najbolj klasični problem, ki ga danes vsi uporabljamo, je bila včasih navigacija. To je bil najbolj klasični primer, ki ga zdaj že 20-30 let uporabljamo. Bomo pa zdaj dali mogoče na rešitve, ki jih mi tudi sedaj že za partnerje razvijamo. To so sistemi, ne vem, zdaj ena stvar, ki jo seveda vsi tudi na mizi imamo, tukaj pijemo vodo, sistemi za proizvodnjo pitne vode ali pa prečiščevanje odpadne vode. To so sistemi danes, ki so absolutno potrebni v našem normalnem življenju, seveda še bolj pa v nekih izredno kritičnih razmerah. To je en primer kritičnih razmerah. Druga stvar pa danes vemo, da je energija ena izmed ključnih elementov, ki jo potrebujemo. In to se vidi sedaj na vseh zadev, če tudi sedaj, ko je bilo okrog Božiča, če se spomnite, novega leta je bilo, da so bili snežni zameti in je kar marsikateri del v Sloveniji ostal brez električne energije in naenkrat so bili izzivi za vse nas. Se pravi, mi se danes ukvarjamo z raznovrstnimi tudi z razvojem in izdelki, ki bi omogočali tudi generiranje električne energije takrat, ko ni nekega klasičnega fiksnega omrežja, od katerega dobimo. In se pravi, razni sistemi za generiranje, generatorji za proizvodnjo električne energije in podobno. Ali pa hrambo energije. No, v zadnjih letih se je svet močno spremenil, geopolitično, ekonomsko, predvsem pa tudi varnostno. Vidimo, kaj se dogaja. Torej, vojne pravzaprav v neposredni bližini, nove grožnje. Evropa mora tukaj narediti, bi rekel, okrepiti svojo varnostno politiko, če želimo, in varnost. Kako te geopolitične spremembe vplivajo na področje dvojne rabe? Vidite sedaj tukaj morda tudi več povpraševanja podjetij po tem in priložnosti? Če rečem takole, da v imenu TCS in sebe bom sedaj govoril. Mi smo sedaj na področju povezovanja teh področij rešitev za reševanje, bomo rekli, energetske učinkovitosti, energetskih izzivov, se ukvarjamo zdaj več kot 25 let. Prva odločitev je padla približno 6 let nazaj v pogovoru z predstavniki Ministrstva za obrambo. Kje so ti izzivi, na katere smo se mi začeli spuščati? Seveda so to bili izzivi zelene tranzicije, tudi v obrambi. Dejstvo je, da se pa od teh zadnjih 6 letih ogromno spremenilo. Kritične razmere oziroma vojna v naši bližini, se pravi v Evropi, kjer osebno menim, da pa ni bila celo ključni vzvod za to, kar se sedaj dogaja. Jaz osebno temu pravim, največji efekt v tem letu je bilo 11 mesecev nazaj, jaz temu pravim Trump efekt, z nastopom Donalda Trumpa kot predsednika ZDA, ki mislim, da je nalil marsikomu čistega vina. Mogoče se z njim ne strinjamo, ampak da nam je pa jasno vedeti, da preprosto se moramo začeti z svojo varnostjo ukvarjati sami. In to je, mislim, da ena izmed tistih stvari, ki se zdaj tako Evropa, Slovenija pa kot del Evropa, absolutno izključno ukvarja, kako postati dejansko neodvisni drugi, kako biti suveren, kako imeti odporen na vse zadeve. In to vidimo, to se tudi vidi potem v pozivu in v vseh povpraševanjih po povečanju krepitvi rešitev za dvojno rabo, pa po vseh teh aktivnostih, ki se okrog nas dogajajo. Če pogledamo Slovenijo, kje smo dobri, kje imamo znanje, reference, nenazadnje ljudi s kompetencami, na katerih področjih? Zdaj, gledajte, v Sloveniji smo bili vedno znani, kot bi rekel, dobri inženirji. Po drugi strani je slovenska industrija globalno vpeta. Slovenija je premajhna ekonomija, da bi lahko resna podjetja živela s tem, kar prodajo na slovenskem trgu. Določena podjetja naredijo to v enem dnevu ali pa 2 dneh, naredijo proizvodnjo za Slovenijo. In seveda, se pravi, imamo dosti inženirskega znanja. Pa znani smo kot dobavitelji. Se pravi, večina podjetij je nekje, govorim o glavnini podjetij, seveda, kot nekje dobaviteljem, večjim sistemom. Dobri smo na avtomobilski industriji, ki ima seveda svoje zahteve po kvalitetah, dobri smo na energetskih sistemih, v infrastrukturi, v digitalnih rešitvah. In menim osebno, da tudi nekaj ta zgodovina, ki jo imamo tudi v Sloveniji z industrijo, je sigurno ena izmed ključnih elementov za nas Slovenijo, kjer se lahko vključimo.
Zdi se mi pa, da je zelo pomembno za nas, da smo fleksibilni, ker smo majhni, smo fleksibilni in ker zaradi tega se lahko zelo hitro prilagodimo, kar to zaznamo na trgu in kar zaznamo na mednarodnih trgih. In mislim, da je to tista prednost, ki bi lahko mi kot, bi rekel, Slovenija, kot podjetja nekako izkoriščala ta potencial. No, predno greva na tudi podporo podjetjem in potem damo besedo tudi Blažu, da gremo v prakso. Morda še vprašanje o izzivih, ne? Kje pravzaprav so največji pa izzivi trenutno, ne? S katerimi se soočajo podjetja, ki delujejo na področju tehnologij, dvojne rabe? Glejte, mi se zdaj izključno usmerjamo na podjetja ali oziroma rešitve dvojne rabe. Ja. Zdaj ne bomo omenil tisti, ki so že bila obrambna podjetja, obrambna industrija, ker tista so se že v preteklosti pač na tem trgu nekako znašla. Večina, kar danes sodelujemo oziroma poskušamo podpreti podjetja, so to podjetja, ki do sedaj v večini sploh nimajo izkušenj z dvojno rabo oziroma z obrambno, z neko uporabo za obrambne ali pa neko kritično namena oziroma neko kritično infrastrukturo, ne. Se pravi, to so podjetja, ki imajo morda vrhunske izkušnje na civilnem področju, so vključene v globalne verige, lahko so vključeni kot dobavitelji, imajo izredno visoko kvaliteto svojih produktov, vzpostavljene procese. Seveda se pa pri odločitvi, da bojo pa šla tudi na rešitve dvojne rabe, pa je potem polno izzivov, ne. Predvsem, jaz bi rekel, pomanjkanje informacije ali pa neznanje, kako se tega lotiti. Delovanje trga, ki je popolnoma drugačno od civilnega, na koga se obrniti, predvsem poznavanje procesov, bi rekel, procesov, kaj je tu vse potrebno. Morda poznajo procese, vendar tu so od certificiranja do testiranja, do vsega tega je popolnoma drugačne. Seveda pa končno tudi, kako sploh priti do teh, ki so ključni v dobavnih verigah, ne. Tako da mislim, da so to tisti izzivi, saj to bo kolega Blaž potem še lahko kaj več povedal kot podjetje. Je to svoj izziv, ampak se verjetno bomo še tudi kaj v prihodnosti omenili. Blaž, iz teorije ali pa recimo v prakso, ne, Smartis je podjetje, ki deluje na področju informacijske tehnologije, ne, sistemske integracije, digitalne transformacije, tako za gospodarstvo kot za javni sektor delate. Kaj danes dejansko v Smartisu delate na področju dvojne rabe? Kateri so tisti vaši proizvodi oziroma storitve, kje se uporabljajo? Ja, tako kot je Matej že prej omenil, ne, je vstop, ponudba tehnologije, ki jo imamo, ne, tudi za rečemo temu vojaški ali pa obrambni ali pa sistem, ki zagotavlja varnost tudi pred naravnimi nesrečami, ne. Na to ne smemo pozabiti, ne. Torej ponuditi te tehnologije tudi temu delu sveta je za nas bilo popolnoma nekaj novega, ne. Zrasli smo nekako organsko v tej zgodbi, ko je bila ena priložnost, en mednarodni razpis, kjer smo moram povedati, 5 minut pred 12. skočili v zgodbo, drugače bi zadeve pač se zakomplicirale, tudi za sam konzorcij, in takrat smo mi vstopili v zgodbo z neko popolno drugo področje. Hkrati smo pa začeli v teh projektih graditi tisti svoj doprinos, ki ga mi lahko damo iz tega, kar znamo delati, ne. To so pa informacijske tehnologije in digitalizacija. Za nas, oziroma jaz mislim, da za vsa podjetja iz tega področja, je dvojna raba mogoče malo lažja kot za nekoga, ki proizvaja nekaj, kar tehta, nekaj, kar ima barvo, nekaj, kar je težko 1 tono, ne. Zato, ker precej razvoja, precej produktov, ki so vzadaj v zaledju, če se pogovarjamo o nekem osnovnem razvoju, o nekem coru enega produkta, so praktično ti produkti podobni. Tako da mi prilagajamo sedaj produkte zahtevam vojaškega in obrambnega in trga, ki zagotavlja varnost pred recimo naravnimi nesrečami. Prilagujamo naše produkte, da pač suportiramo ta trg, pri čemer je to za nas ne tako velika sprememba,
kot bi morda kdo mislil. To ni nova proizvodna linija, ne. To samo pomeni, da mi določene funkcionalnosti prilagajamo trgu. Izhaja pa vse iz ene zgodbe, kjer smo bili mogoče na trgu malo prehitri, iz zgodbe, kjer smo začeli razvijati platformsko podporo za pametna mesta. Dejansko tam raste zdaj ta zgodba in mi smo se pozicionirali kot lepilo med temi, ki proizvajajo hardverske rešitve, na način, da jim omogočamo, da so interoperabilni. To pomeni, da se lahko povezujejo z drugimi elementi, z drugo infrastrukturo in to je ena niša, kjer smo mi z izkušnjami, ki smo jih dobili pa iz projektov, pač resno vstopili. Mogoče, če še lahko to nekaj dodam, ker se navezuje tudi na vprašanje, kako, kje smo, kaj začeli, mogoče ravno v primeru podjetja Smarties. Poleg vsega tega, kar je bilo rečeno, da se odločaš, da veš, v kaj greš, da imaš več informacij, je pa seveda pomemben trenutek. Trenutek, ali si na pravem mestu, v pravem trenutku, ravno za kolega Blaž, je bil, to je bilo, mislim, da 4 leta nazaj, nekaj takega. Na Sloveniji smo imeli skupaj z ministrstvom gostili eno konferenco za obrambo, in kolega je bil zraven, takrat me je ravno klical, ker smo bili že nekaj koordinatorji nekih projektov, ena kolegica iz Španije, ki je bila koordinatorka projekta, da je en slovenski partner moral pač izstopiti iz projekta, ki se je pripravljal. In seveda, kaj lahko naredimo, no. Kolega je bil zraven, tako kot zdaj sediva skupaj z predstavniki ministrstva, v roku 5 minut smo že našli rešitev tudi zraven teh drugih podjetij, ki bodo to podprli, in v roku 10 minut smo že dali odgovor kolegom v Evropo. Glejte, tu imamo s podporo ministrstva še že novi partnerji vzpostavljeni in to je bil dejansko nek izziv za vse ta nova podjetja, da začnejo nekako po eni strani s prisilom, po eni strani pa z nekim skokom, precej v neznano, bi jaz rekel, s priložnostjo, ki je prišla. In mislim, da v roku 3 tednov je že tudi na podlagi tega, ker smo hitro reagirali, je že kolegica klicala in je še dodatna sredstva Smarties dobil zaradi nekih drugih partnerjev, ker smo se izkazali kot izredno fleksibilni. In to je bilo mogoče to, kar smo prej ravno pogovarjali. Kje imamo prednost? Fleksibilnost. Fleksibilnost z ministrstvom, fleksibilnost za podjetje in to je gromozanska prednost napram drugim velikim. Hitrost odločitev. V tem kontekstu hitrost, mi smo potem na tem projektu, o katerem zdaj govorimo, tudi dejansko se vzpostavili z svojim elementom, ki ga razvijamo, ki v sami vlogi ni bil opisan. In smo nekako našli svoj prostor, kje je ta priložnost, tudi potem v samem projektu smo uspeli pač se pozicionirati, ne, tako da nismo samo vstopili, ker je pač bila neka priložnost enega projekta XY, ne, ampak smo tudi razvijamo v okviru projekta zdaj lasten produkt. No in daj, v bistvu ste v podjetju rekli, ne, bil tisti trenutek prelomni, ne, da ste rekli, to ni več nek stranski produkt ali pa stvar neke priložnosti enkratne, ne, ampak je to nekaj, kjer je pa tudi naša strateška usmeritev oziroma nov trg za pozicioniranje in prodajo storitev, prilagajanje in naknadno prodajo. Daj ste v podjetju začeli potem resno razmišljati o dvojni rabi? Ja, da bi to lahko razvil po več stopnjah, ampak če se moram za eno odločiti, je to lani, oziroma na pol leta pred sejmom SIDEC, tem prvim vojaškim sejmom, ki je bil v Celju. Takrat smo tudi registrirali svojo blagovno znamko, ki pač pokriva to področje in je tudi dizajnirana na način, da je partnerska blagovna znamka. To pomeni, da vključuje ideja je vključevati kompletno verigo, novo verigo podjetij iz regije ali pa Slovenije, ki potem lahko dostavljajo produkte pod to znamko Tessera. Tako da, če bi rekel, da je to če moramo oceniti, kdaj smo vstopili, smo se to odločitvijo na pol leta pred sejmom SIDEC to naredili, to pomeni lani maja. Pa ste imeli ob tej odločitvi kakšne pomisleke?
o tem, da vstopate na področje dvojne rabe? Ja, te pomisleki so bili. Ali ste relativno z lahkoto to? Te pomisleki so nas spremljali, nas še spremljajo, ne. Zato tudi razmišljamo morda o novem podjetju, o novi priložnosti, da te zadeve na nek način ločimo, če bo prišlo do potrebe, ne, in ekspanzije. Smo se pa s tem ubadali, ja. No, se o tem še več kasneje. Če pogledamo danes, ne, predstavite morda kakšno konkretno storitev, ki jo dajete na trgu dvojne rabe za konkretne ponudnike. Prej ste omenili, ne, zagotavljate storitve na področju pametnih mest, ne? Kako, za kakšne namene na področju dvojne rabe to uporabljate? Pametna mesta so bila vstop v takrat tudi preko nekega spin-off podjetja, ki smo ga imeli. To je bil intenziven vstop na področje platformskih rešitev. Seveda so se tehnologije zdaj z leti menjale. To, kar omenjam, je staro 10 let nazaj. Pravim, da smo bili malo morda celo prehitri. Naš konkreten produkt je tehta in ima vojaško barvo in je v kufru, ne. Kovčku, ki ga lahko prineseš, ki ga nekam neseš. Naš konkreten produkt, ki ga sedaj še dorazvijamo s slovenskimi in mednarodnimi projekti, zagotavlja povezljivost med operacijskimi tehnologijami in informacijskimi tehnologijami. To pomeni, da mi skozi ta produkt prinašamo upravljalski nivo infrastrukture, recimo vojaškega kampa, ki je lahko postavljen za civilne namene ali vojaške namene. Postavljamo ta upravljalski nivo, ga obogatimo, vključevali bomo umetno inteligenco in je ta naš produkt praktično neko orodje za camp menedžerja, za tistega, ki upravlja z vojaško infrastrukturo na lokaciji. Upravljanje neke baze, ki je lahko... Upravljanje neke baze, v tem trenutku zelo povezano z logistiko. Mi vemo, da vsaka vojaška baza rabi dizel, rabi goriva, rabi energijo in na tem področju, kar je nam bilo najbolj domače, ker smo nekimi produkti civilnimi prej to že tukaj storitve nudimo, smo na tem področju potem prišli še na vojaški trg. No in prej je že Matej omenil, ne, da so razlike, ne, med zahtevami za civilni trg ali pa za obrambni trg, ne, na številnih področjih, ne. Če vi, Blaž, primerjate nekako vaše storitve za civilni pa obrambni trg, ne, kje so te največje razlike, ki ste jih vi opazili pri zahtevnosti, na primer pri razvoju, prodaji, certificiranju, ne, smo prej omenili, ne, da je zelo striktno, ne. Kje so te razlike? Ja, pri istem proizvodu, ne? Tukaj smo se srečali s popolnoma drugimi standardi. Srečali smo se z različnimi standardi. Neke standarde uporablja slovenska država, slovenska vojska, neke standarde uporablja Evropa, neke standarde uporablja NATO zveza. Tako da mi tudi sedaj pridobivamo v tem kontekstu dodatne certifikate, ki so nadgradnja naših civilnih certifikatov. So pa te standardi, s katerimi smo se srečali, izredno drugačni, kot so recimo standardi na civilnem področju. Predvsem na področju, tu govorim predvsem o strojni opremi. Ko pač neko rešitev inštaliraš na strojno opremo za področje vojaške uporabe, se srečaš s popolnoma drugimi zahtevami in takrat pač moraš zagotoviti strojno opremo v skladu s temi standardi, kar pomeni tudi precej dražje, ne. Nimaš ventilatorjev, mora biti odporno na prah, na vodo in podobno, ne. Ampak še enkrat, tisti, ki razvijamo IT tehnologije, samo zagotovimo, da je ta strojna oprema prava. Naš razvoj je še vedno
v obliki neke kode, ki teče na tej opremi. Tako da sami ne certificiramo rešitve, mi samo zagotavljamo, da ta rešitev živi na ustrezni opremi. No, pa ste ob tem, ko ste se začeli ukvarjati tudi z dvojno rabo, ne? Ste morali v podjetju kaj bistveno spremeniti, z vidika procesov, nenazadnje verjetno tudi standardov, ne, dela, ne? In pa kako je s stroški? Ena stvar, ki je potekala že prej vzporedno, je, da imamo tudi ustrezno okolje za upravljanje z tajnimi podatki, ki je lokacijsko na lokaciji, in tudi določene ljudi smo morali izobraziti z ustreznimi certifikati, da lahko upravljajo z neko stopnjo tajnosti. Sami stroški, tu pa ne zaznavamo zdaj v tem trenutku nekih večjih sprememb. Naša ekipa se širi in se širi popolnoma za civilno in za vojaško na približno z istim tempom. Tako da ne čutimo, da bi samo zaradi tega priložnosti na tem trgu širili ekipo. Podjetje raste zaradi obeh priložnosti. Matej, zelo praktično, če podjetje danes razmišlja o prvem koraku v dvojno rabo, kje naj sploh začne razmišljati? Veliko podjetij seveda tudi reče, imamo idejo, ne vemo pa kje pravzaprav začeti oziroma kam se obrniti po informacije in morda tudi z vidika nekega začetnega kapitala, vsaj za nek nov razvoj na tem področju. Kako je danes postavljen ta podporni ekosistem v Sloveniji za dvojno rabo? Tako kot sem že omenil, learning by doing, to je prvo. Se pravi, marsikdo izmed nas ni imel nobenih izkušenj prej z dvojno rabo ali pa še bi rekel kakorkoli z obrambnimi rešitvami. Se pravi, učimo se sproti, tako kot je tudi Blaž povedal, ne? Ko se sproti učimo, delamo napake in seveda izboljšujemo vse tiste napake, izboljšujemo procese, izboljšujemo in vse karkoli. Če bi rekel, da TCS je to odločitev sprejel leta 2019, da gremo nekako na to področje iz tistih prejšnjih 20 let področja podpore podjetjem, ker TCS, tako kot Gospodarska zbornica, nudi podporo svojim članom pri seveda njihovi aktivnosti. Naša naloga je, da poskušamo zaznati, kje so potrebe članov in seveda, če smo dovolj dobri, se trudimo, da bomo tudi neke rešitve poskušali temu ustrezno najti, s katerim bomo našim članom pomagali. Moram reči, da o tem smo se vsi učili, kaj in kako pomagati, seveda, ne. Zdaj bolj si vključen v mednarodno okolje, bolj si vključen v razne projekte, več znaš. Več projektov daš skozi, več se naučiš. In vse te izkušnje nekako poskušamo seveda tudi vpeljati to, da bi pomagali vsem tem skupaj. Zdaj, če rečemo prvo kot splošno okolje, 6 let nazaj je bilo to okolje popolnoma drugačno, ne. Lahko zdaj rečemo, da zdaj je to radikalna sprememba napram 6 let nazaj. Če sem prej omenil, da se usmerjam na ta področje, ko se mi ukvarjamo, da se ne bom z drugim, to se pravi predvsem usmerjeno energetska učinkovitost, pa zelena tranzicija, pa tudi digitalna tranzicija v prehod v nekem obrambnem ali pa na obrambnem področju. Lahko rečemo, da so izjemne spremembe. Če pogledamo zdaj vse, kar se naokrog dogaja, zdaj, če gledamo najprej Slovenijo kot del Evrope, ne, se pravi, imamo ministrstvo za obrambo, ki v osnovi z raznovrstnimi ukrepi podpira podjetja tudi pri razmišljanju, kako stopati na ta zadeve. Se pravi, so ogromno, samo na nivoju Slovenije sedaj so kar nekaj sredstev namenjeni za podjetja za razvoj, ne, ker začneš ti z razvojem se začne, čeprav seveda podjetje mora prodajati, ne, in se mora vprašati, kako bo tisti izdelek spravilo na trg.
Se pravi, to okolje, nacionalnega nekega okolja, je absolutno se spremenilo. Se pravi, vsi tisti, ki so ključni in tu so končni uporabniki, to so ministrstva za obrambo ali pa vojska, ne glede ali je to Slovenija ali Evropa ali svet, so ključni. To je tista sprememba napram nekemu civilnemu področju. In tukaj seveda se že ogromno nekih ukrepov, podpornih elementov se dejansko ustvarja. Zdaj, če govorimo tudi v Sloveniji, zadnjo leto dni govorimo zelo dosti o dvojni rabi. Izredno dosti se govori. Ogromno zanimanja za to. Če gledamo po drugi strani Evropo, ker smo pač del Evrope, v Evropi tudi v zadnjih letih se dela izredno na avtonomiji Evrope, se pravi na nekem zagotavljanju, krepitvi dobavnih verig, krajšanju dobavnih verig. Zdaj v tem letu zadnje še bolj izpostavljeno, izjemno dosti nekih raznovrstnih ukrepov za razna podjetja, ne? Ali tudi za raziskovalne organizacije, da ne bomo samo rekli, ampak ključno so podjetja, seveda se pa ti ukrepi ločujejo, ali so to velika podjetja, ne? Danes, ali so to SME, se pravi srednja mala podjetja, in moram priznati, da ko se mi v Sloveniji pogovarjamo o naših velikih podjetjih, mislim, da ima največje okrog 5000 zaposlenih oziroma prometa mogoče okrog milijardo je nekaj več. V tujini se mi pogovarjamo z globalnimi playerji z 10 milijard, 17 milijard, 20 milijard in še več, ne. Se pravi, da konkuriranje takšnim podjetjem je izredno težavno, ne. Se pravi, zato kakršnakoli podpora, jo kje lahko najdemo, izredno pomaga. Tako da mogoče to, se pravim, ena izmed stvari, ki smo sigurno naredili, je bilo kar nek premik, ko zdaj zaznavamo, kaj so potrebe, kar je bilo prej rečeno, preden se podjetje v to spusti, kaj sploh razmišljati, ko se začnemo spuščati. Zdaj Blaž je lepo povedal, mi vemo, da ste od leta 2021 ste v projektu, ampak on je zdaj povedal tudi, kdaj so sprejeli odločitev. Ne? Ja, Sprejeli ste, 3 leta ste sprejeli to odločitev zdaj. Ne? To je zdaj prvič informacija, za mene tudi prvič, pa zelo sodelujemo v novih projektih. Se pravi, No, kje naj podjetje pravzaprav začne, ne? Ko začne takole razmišljati, ne? Vidi priložnost. Katere so tiste ključne zadeve, o katerih mora razmisliti, preden vstopi v dvojno rabo? Ne? Zdaj mogoče, bom jaz dal samo ravno tole, ne. Večkrat tudi mi smo se naučili, ne, pač žal so razpisi in vsi ti so dostikrat pri nas en korenček za nekoga, da skoči pa reče, malo bomo nekaj, malo z strani bomo še malo dobili, škoditi ne more, ne. To je največja napaka, ki jo lahko narediš. To smo zdaj že ugotovili v teh novih projektih, ne. Podjetje, kar jaz predlagam, ker gre res za podjetje, ki stopa na nek novo področje. Naj ne bo vodilo razpis, ne, naj ne bo vodilo, ne vem, ta fama zdaj okrog vsega tega, kar se dogaja, naj bo vodilo tisto, kaj to podjetje ima, ne. Se pravi, kaj so produkti, kakšne kompetence, kakšne zmogljivosti ima to podjetje, ne. Naj se prvo vpraša pač management, lastniki naj se vprašajo, kaj imamo, potem koliko smo dobri na tem, kar delamo, ne. Druga stvar, ki pa je zelo nujno, mislim, potrebna pri tem, ali so te naše rešitve, ali ta tehnologija možno jo prenesti na to kritične razmere, bodisi je to, kot smo rekli, karkoli kritične razmere, neka avtonomija, povečana zanesljivost, to so ena izmed tistih vprašanj, ne. Šele takrat, ko si nekako ta odločitev sprejme, zato sem jaz zadnjič tudi na SIDE, ko sem tudi predstavljal tako, ne bo prvo odločitev tista in ta odločitev ne bo premišljena. Se pravi, ena strateška odločitev, gremo si tega ne samo zato, da bomo skočili, ne, ker je tam nekaj nam fajn zveni. Predvsem, če imaš res namen. Zdaj, če imaš namen dobiti neka sredstva, samo zraven fajn, samo zdaj že ugotavljamo, da je to popolnoma zgrešen pristop, ker če bomo čisto pošteni, v raznovrstnih razpisih, ko podjetja sodeluje, je bilo dostikrat, se veste, pomembna tista kljukica, ki je bilo potrebno dati, ne. Ja, tu gredo vsi produkti potem na testiranja, tudi našo ministrstvo, ko govorimo o nacionalnih projektih, si želi, da gre v testiranja, seveda, ker je cilj, da se da to ministrstvo za obrambo uporabnikom v testiranje, ker je jasen cilj, da to pride na trg. To je jasen cilj. Ne? Se pravi, mogoče tole, da podjetja prvo res preden grejo to razmisliti, kaj je tisto, kaj že delamo, kje lahko izboljšamo, ne? Ali ta rešitve neko povečuje, neko odpornost, neko avtonomijo ali pa neko zanesljivost tistega končne rešitve, ne. In predvsem, ali bi lahko delovala tudi v nekih kriznih ali pa nekih zahtevnih razmerah, ne. Drugi krog pa je potem, ko enkrat to razčistiš, na koga, kje lahko poiščeš koga, ki bi ti lahko pri tem pomagal. To je zdaj pač moj pogled, kdo bi ti lahko tem pomagal, ker je najslabša, po mojem, ne, vsako podjetje mogoče ima, katero podjetje drugačne izkušnje, vedno reče, zanesiš se lahko samo na sebe, ne, ampak jaz mislim, da na tem področju
je zelo pomembno, da najdeš neke ustrezne partnerje, neke ustrezne podporne inštitucije, ki ti lahko pri tem pomagajo, ker je tu predvsem pomembno, da prideš tudi v te mednarodne verige vrednosti in v te mednarodne razvojne partnerstva. No, in o tem bomo še spregovorili. Gospodarska zbornica Slovenije in TECES smo lani novembra podpisali sporazum o sodelovanju na področju dvojne rabe. Kakšne storitve ali pa pomoč to sodelovanje konkretno pomeni za podjetja, v katerih primerih se lahko obrnejo na eno od obeh institucij? Vem, da smo obljubili tudi točko VEM za dvojno rabo, morda tudi še kakšna beseda o tem. No, ravno kot sem rekel, learning by doing. Se pravi, sproti se učimo, kaj pravzaprav nekemu podjetju manjka, ko sprejme to odločitev, o kateri sem prej govoril, pač vodstvo, management, kje bi mogli in kje bi jim lahko začeli pomagati. Zdaj, če pogledamo, tako kot sem prej rekel, eno je, kakorkoli se pogovarjamo o prodaji izdelkov, ponavadi je te izdelke treba razviti. Ali jih razvijaš samostojno, ali jih razvijaš v nekem sodelovanju, se pravi, moraš se na nekoga odpreti, nekdo ti mora pri tem pomagati. Tudi rešitve, nekdo ti mora pomagati, ali so tvoji produkti morda primerni dejansko za to. Sam lahko sprejmeš odločitev, samo verjamem, da tisti drugi, ki so nekako bolj vpeti, ti mogoče dajo vse neko osnovni odgovor, ali je to prava smer ali ne. In to je mogoče ena stvar, če zdaj prehajamo malo na podporne mogoče storitve, kar smo zaznali, to je to je eno okolje, kjer je resnično izredno potrebno dobro sodelovanje končnega kupca, se pravi naročnika, se pravi v tem predstavniku vojska, ministrstvo za obrambo, pa vsi tisti, ki bi naj pri tem sodelovali, pri nekem produktu, ki bi naj bil. Se pravi je, da si tudi podjetja zelo dobro seznanijo, kaj to pomeni v razvoju, kaj pomeni, kot je Blaž povedal, kateri standardi, katere zadeve so tiste, ki jim bodo seveda bistveno spremenile način dela pri razvoju ali pa proizvodnje. Druga stvar, kakšni so procesi. Tretja stvar, kakšni so tudi certifikati, kdo sploh, mi imamo danes eno veliko težavo tudi, da marsikatere te infrastrukture sploh ne vemo, kje je. Kdo bi nam lahko pomagal, kateremu podjetju, da bi pomagal testirati, validirati, se pravi tako v Evropi, kot še bolj pa v Sloveniji, naprimer. To so zdaj vsa ta vprašanja, ki jim pomagamo poskušati nekako tudi, zato je bil tudi kako to pomaga tudi mi, čeravno smo že 5 let v tem svetu, vodimo največje evropske projekte, smo pa zaznali, da tudi mi absolutno premali, zato je ključno povezovanje, kot sem rekel. Tako kot sem rekel, podjetje poiščete partnerje, tako tudi mi iščemo partnerje, tako smo iskali gospodarsko zbornico, ki ima svoje izkušnje, ogromno bazo partnerjev z različnim komplementarnim znanjem oziroma produkti. Se pravi, če dam zdaj direktno jasen odgovor, želimo s tem nekim našim skupnim sodelovanjem, bomo v tem letu, mislim, to podpis je bil lani novembra, z ciljem, da takoj v tem letu spostavimo eno enotno one shop vstopno točko, kako rečemo vstopno točko, kjer bi lahko podjetja, ki se s tem nekako, ki imajo neka prva vprašanja ali karkoli, da se pridejo in vse poskušamo dati te odgovore, ta prve odgovore, da se sploh vedo na podlagi vseh izkušenj podjetij, kaj jih lahko pričakuje, kdo bi jim lahko pri tem pomagal. To je ena stvar. Drugo, kar zaznavamo, je seveda podjetja, dosti kar imamo takšen in takšen produkt. Kam lahko gremo, kje? Tudi tule, mi identificiramo podjetja, ko jih malo začnemo usmerjati, kaj so končne rešitve, kaj se ne usmerijo, ali ta njihov predlog, ideja nekega projekta, ali je mogoče ustrezna, ali ni primerna. Nič ni hudega, če rečemo nekomu še boljše, glejte, mi menimo, da ne. Kaj pomeni, ko govorimo, mi menimo, ne, nismo mi samo to. Zaradi dobrih povezav z ministrstvom mi tudi sprašujemo strokovnjake z ministrstva, tisti, ki so odločevalci. Druga stvar, zaradi močne vpetosti v mednarodne aktivnosti, vemo, kaj ministrstva približno na določenem področju potrebuje, zato sem se bolj usmeril na ta področja, ki jih pač poznamo. Znamo in vemo, kaj je, zato se tudi poskušamo odgovarjati na te. To so mogoče vse tiste, kako bi rekel, vsaj samo en nabor aktivnosti, pa se verjetno kakšni raznovrstni webinarji ali pa kaj to, da bomo dvigovali ta nivo znanja, ki je nujno potreben. Tu lahko jaz dodam, z tega vidika je TECES izjemno pomemben, ker pridemo do uporabniških scenarijev. In tudi projekti, ki smo jih pridobili, ker šele takrat
ko natančno spoznaš uporabniške scenarije in tudi kje je ta manko v Evropi, potem naenkrat ugotoviš, da je prostora ogromno. Prostora je ogromno in se lahko pač na nekem pozicioniraš, kar bi pa rad dodal, ne, da vidim, da opažam vse na teh projektih, kjer zdaj sodelujemo že za nekaj let, da se je počasi zaključuje ta fama podjetij, mi znamo vse. Dejansko se je v Sloveniji nekaj premaknilo v smeri, da se podjetja vse delno zložimo v neko verigo in povemo, kaj kdo zares zna in kam bo vlagal in kje bo potem drugo podjetje prevzelo ali pa v tej verigi pač bil en člen. Ne? In to je izredno pomembno, ker te trgi so veliki, mi lahko imamo vsi probleme s kapacitetami in je povezovanje, ne, kar tudi TCES, en osnovnih namen TCES-a, pomeni ogromno. Zdaj, če mogoče lahko tukaj dodam, mislim, da to ravno treba, to je tudi en miselni preskok za vse nas. Mi smo dostikrat navajeni, vse po mojih izkušnjah, velika podjetja že imajo relativno zelo dobro, bi rekel, svoj fokus delovanja. Preprosto tukaj so prevelika, preveč prometa, preveč zaposlenih, da bi se zdaj igrali z nekimi manjšimi projekti. Te težave smo dostikrat zaznali pri manjših podjetjih, ne, ki v nekem trenutku mislijo, ker pač iščejo svoj prostor v telem poslovnem okolju, ne, da lahko delamo danes to, jutri bomo že delali to, ne. Tu je to, kar je zdaj ravno Blaž omenil, ne. Tukaj se nam je res začelo izkazovati, da smo začeli podjetja skupaj usmerjati. Dajte se vi res strateško odločiti. Glejte, tu je gromozanski potencial, ko enkrat prideš v ta svet, gromozanski potencial. To, kar je tudi, mogoče bom zdaj tudi povedal, kar je zanimivo, da velika podjetja, glavni prime playerji, to so tisti, ki dobavljajo pravzaprav res tistim, ne, ugotavljamo, da ima vse na tem področju, zdaj se bom usmeril na energetsko, tudi ki je vezano na IT vse skupaj, oni so mogoče izredno veliki globalni playerji na tem področju, na civilnem področju, ali izredno veliki playerji tudi na obrambnem področju, vendar na tistih drugih rešitvah, ki so zdaj bila klasike obrambe. Na tem področju mogoče sploh rešitev nimajo. Tako da smo mi večkrat presenečeni, da ta velika podjetja sploh nimajo rešitev za dvojno rabo na tem, in preden bo ona začela obračati svoj stroj, preden bo začela se ta investicije, vodstvo obračati, je to tista priložnost za vse nas. In to je ravno tisto, ko se morajo podjetja po mojem čim prej odločiti v Sloveniji. Dajte se prosim čim prej fokusirati. Kje ste najboljši, ker tam vam bo zelo hitro zmanjkalo kapacitet in zmogljivosti. Zato zdaj že vidim, da nekatera podjetja, ko so zdaj vključena v projekte, so začele odlično, da so začela to, ne, bilo bi še fajn, če je bilo prej, ampak vse vemo, ko iščeš prostor za preživetje, mislim vse vire, ne, da so se začeli fokusirati, kaj je res tista stvar, ki bodo poskušali svojo pot naprej, pa vse tiste manj pomembne, bi rekel, prihodke oziroma programe začeti ali opuščati ali jih na nek način povezovati z drugimi podjetji, ne, ker danes je tu pomembna komplementarnost. Ja. Tu smo že na konkretnih primerih ugotovili, da so to lahko mednarodne korporacije, kjer so številke neverjetne, ne vem, nekaj 10,000 zaposlenih, vse skupaj, ne, ampak potem, ko pa prideš na neko svoje področje, kjer deluješ, pa se čez leta malo pogovarjaš, ne, pa ugotoviš, da lahko podjetje z nekaj 10,000 zaposlenimi, pa na tistem tvojem področju zaposluje 4 ljudi, ne. Potem pa ugotovimo, da smo celo mi lahko kot majhni, večji od njih. Veliki za njih. Bolj konkurenčni, ne. To je tista specializacija, po mojem, izredno pomembno. Torej, to mednarodno, najprej povezovanje doma in potem vključevanje v te mednarodne, bi rekel, projekte, mreže, dobavne verige je zelo pomembno, ne? In GZS skupaj s TCES-om tukaj lahko močno pomaga. Vidim, da je to zelo eno ključnih, bi rekel, zadev pri vstopu na področje dvojne rabe. Kako pa je vaša izkušnja, Blaž, bila z financiranjem recimo razvoja? Kako pomembne so bile za vas finančne spodbude? Ste se posluževali tudi tega? Bi šlo tudi brez njih ali ne? Ne, tu bom odkrit. Če mi zagotovo ne bi bili na tej točki, kjer smo zdaj, če ne bi bilo nekaj mednarodnih projektov, ki še teče, oziroma če se ne bi odkrila, pač odprla priložnost skozi to.
pri čemer bi rekel, da je bilo bolj pomembno spoznavanje trga pa informacij. Največja dodana vrednost je bila, da se pač nekje pozicioniraš in vidiš, da lahko nekaj za ta trg narediš. Ta je večja kot finančni del, ne. Je pa določena specifika, moram reči, da zdaj se čisto ne spoznam, kako je na ostalih pobravnih Horizonu, Digitu in imamo nekaj programov na to temo. Programi v okviru evropskega EDF-a, European Defence Funda, Evropskega obrambnega sklada, so precej simpatični z tega stališča, ker pač poznajo avansiranje, ker dobiš nek denar naprej in načeloma nimaš potem problemov financirati tega, teh aktivnosti, ki si jih načrtoval, ne. Ja. Matej, mogoče se tukaj midva nadaljujeva čisto na kratko, če pogledava možnosti podpore, ki so danes na voljo v Sloveniji in Evropski uniji, katere so te ključne? Začel bom raje z evropske strani. Ne. Pustimo zdaj globalno še, pa NATO in vse skupaj. Evropa je ravno z ciljem krepitve te evropske avtonomnosti, samostojnosti, neodvisnosti, že 5 let nazaj začela z najbolj poznanim skladom, to je Evropski obrambni sklad EDF, European Defence Fund. Že ime pove, da je to Defence Fund. Zato mislim, da je zdaj že leto 21, 22, 23, 24, 15, 6, se pravi zdaj 6. leto. To je bilo pred 6 leti, je bilo to milijarda, 8 milijard vreden zalogovnik, bom rekel, ki se je seveda še zdaj sredstva so se povečala zaradi teh razmer, ampak to pomeni, da letno daje ven Evropska komisija preko EDF približno milijardo do milijardo 200 sredstev na voljo za obrambne rešitve. Poudarjam obrambne, tukaj ne govorimo o dvojni rabi. Čeravno so določene rešitve, kar vse mi delamo, so za nas dvojna raba, ampak tam se usmerjajo tudi pri takem je rečeno obrambna. Se pravi, če se pogovarjamo o bazah, se govorimo o vojaških bazah, ne govorimo o disaster, se pravi o nekih zaščit. Ampak vemo pa, da te rešitve, ki se pa razvijajo tam, so pa za podjetje, so pa za tisti, to uporabne druge. Ampak tam se izključno to usmerja. Glejte, to so ogromna sredstva, ki ima različna področja, kamor pač vsebinski izklopi. Jaz te zadeve ločujem drugače med strateške programe, pa tiste, ki so bolj podprte SME-om, mislim bolj za namene. Strateške, to so tiste, kjer so 20, 30, 40, 50 milijonov. To so že velike zgodbe. Tudi mi smo, kot Slovenci, smo del takih velikih zgodb, ampak to poteka najbolj že med ministrstvi, usklajevanje interesnih področij. Seveda, ta glavni playerji si tu ponavadi zraven in takrat je fajn, če si ti zraven. Če prideš v ta del, je seveda odlično. Se pravi, to je za mene ta Evropski obrambni sklad je tako kot je Blaž rekel, tisti prvi del, ko prideš noter. Kako prideš noter, je že druga zgodba. To je potem verjetno tista vsa podpora, pa vse to ni enostavno. Jaz bi to mogoče rekel, če imate srečo podjetja, da pridete noter, da vas nekdo pokliče, da se pojavite nekje, nič ne pride samo od sebe, to je prva stvar. Vi morate biti prepoznavni, morate se izkazovati, morate spostavljati interes javnosti, morate biti proaktivni, to je prvo pravilo. Zdaj se izključno usmerjamo na razvojne podpore, ne kakšne sejme ali kaj takega. To je sigurno eno odličen začetek, ker tudi dejansko prideš v stik z tistimi, ki se s tem ukvarjajo. Ali so to tisti, ki so prime, se pravi glavni dobavitelji v vseh državah, ali so to podjetji, ki so nekje vmes, ampak s temi ti govoriš, bom rekel, isti jezik. Zakaj? Ker vsi imajo cilj, kako bodo ponudili uporabniku, končnemu naročniku neko rešitev. Kar pomeni, da tudi prideš v stik preko te večjih projektov, prideš v stik z naročnikom, se pravi z Ministrstvom za obrambo. Tista manjši projekti, ki so EDF, to so takšni, ki so non-thematic, se pravi netematska definirana področja. Tam pa imajo podjetja priložnost, ker so pravzaprav namenjene SME-u, da z neko svojo idejo poskušajo najti mednarodni konzorcij. Tu lahko pomagamo absolutno pri iskanju takih konzorcijev. Vendar pri tem bi želel posebej poudariti, da podjetja večina naj poskušajo ne gledati, kaj je končna rešitev. Ker končnega uporabnika ne zanima, da imamo mi eno kolesce v nekem večjem pogonu ali pa da je en motor v enem nekem ali pa
klima pač ali pa nek sistem za hlajenje mora upravljati svojo funkcijo. Ne zdaj, ali noter se nekaj vrti ali pa nek čip ali pa kaj take noter. Se pravi, treba je najti to partnerje verige. Naslednja stvar v Evropi je delo preko Evropske obrambne agencije, ki ima svoje vzvode, svoje načine, kako financira projekte, ampak tiste direktno financira Ministrstva za obrambo, direktno financirajo. To je tudi ena izmed storitev, ki bomo preko tega, to je ravno tisto, kako podjetja priti do tega, kako slovenske eksperte vključiti v to že mi delamo, vsi skupaj se trudimo in to ministrstvo še bolj podpira in to bodo tudi ene izmed aktivnosti, kako zaznati v Sloveniji, kdo so ti eksperti na teh področjih. Ne bomo šli, ker je preširoko področje, to bomo kaj drugič, ampak to je to. To je predvsem v mednarodnem prostoru, direktno obrambnih. Zdaj je novost tudi malo na tem Horizonu, ker ni bilo prej dovoljeno govoriti o kakšni dvojni rabi ali pa obrambnih. Seveda so zdaj že smernice, so se tudi spremenile, da v prihodnje bo mnogo več danega tudi na dvojno rabo. Se pravi, v prihodnosti bodo tudi rešitve iz drugih programov, ne samo iz Evropskega obrambnega sklada, tudi na dvojno rabo. Zdaj pa, če se vrnemo na domače programe, kaj smo mi tudi malo izkoristili. Če ti veš, kaj bi rad naredil, pa veš, kaj bi rad pričal, lahko koristiš tudi programe, ki jih imajo druga ministrstva. Ministrstvo za gospodarstvo, rečemo, radi so bili tehnološki demonstracijski projekti. Zdaj je odprt step, sicer za vzhodno regijo, če ima nekdo videnje, pa čeprav to ni obrambna dvojna raba, tiče lahko tiste, ker govorimo o tehnologijah. Tehnologija še ni nujno, da pogojuje uporabo. Lahko začneš razvijati določene tehnologije, če že veš kaj. To smo mi tudi naredili z določenimi projekti, da smo koristili Ministrstvo gospodarstva program, s podjetji smo naprimer na bivalne enote smo šli na osnovni program, zdaj prehajamo na naslednji del financiranja, je pa program raziskovalno-razvojnih inovacijskih projektov s podporo Ministrstva za obrambo. To so pa tisto, ko ministrstvo podpira razvojne projekte konzorcijev za razvoj rešitev, ne samo dvojne rabe, ampak oboje, ki se to vidite, tega se ogromno govori, ki jih tudi financira. In jaz mislim, da je to en zelo dober domač način, kjer lahko določeni tudi pridejo vsej v stik s temi. Seveda se pa ti produkti razvijajo zato, da pridemo v mednarodno okolje. Torej seveda, če ima podjetje vprašanje v zvezi s tem, glede virov, se lahko obrne na TCS in GZS in boste konkretneje lahko pomagali z informacijami. Morda se dotaknimo še z vprašanja, kako pa je z bančnimi viri. So banke v Sloveniji pripravljene sofinancirati projekte dvojne rabe? Kje se tukaj morda zatika? So banke previdne? Zdaj mogoče bom rekel, mogoče nisem popolnoma pravi naslov za bančne kredite, ker nisem na strani podjetij, ampak znano je, da banke so imele in še kar imajo težave z financiranjem obrambnih programov. Vsaj 5 let nazaj so bile to gromozanske težave, predvsem za kakšne SME-je, večja podjetja so to uspela dobiti, predvsem ta mednarodna, ti so sploh bila izveta tega, te imajo že svoj način privatnih bank, je pa to bilo izziv za podjetja, predvsem zaradi ESG načel. Marsikatera banka sploh ni želela podpirati s kreditom, s kakšnim financiranjem, kakršnekoli aktivnosti, kjer bi bilo to karkoli prisotno ali pa imelo pridih obrambe. Vem, da se zdaj spreminja, tudi Evropska investicijska banka je nekaj naredila na tem, leta 2024, mislim, da je en sprejela ukrep, pa tudi v Sloveniji sedaj poteka, mislim, po podpori Ministrstva za obrambo, tudi mislim, da SID banka se nekako dogovarjajo, kako pa to rešuje posamezne banke, pa res bi rekel, da nisem pravi naslov. To mogoče celo podjetja boljše vejo, mogoče zaključek. Menim, da se te zadeve spreminjajo tudi zaradi vse ostale situacije, ki se zdaj dogajajo okrog nas. Ker se vsi zavedamo, tako Evropa, kot tudi mi se zavedamo, da brez tega žal ne bo šlo. In mislim, da tudi banke zaradi tega prilagajajo nekako in so mogoče celo bolj razumljene ali pa razumljive za tiste, ki so. Bi pa težko dal 100% odgovor, verjamem, da mogoče Blažke lahko več. Ne, jaz lahko dodam, da banko, ki si jo omenil, za to banko so nam pogoji znani, ki se spreminja in podpirajo tudi ta del financiranja. Na lastne prakse pa nimamo, zato ker smo do zdaj večinoma sami financirali, ker je šlo večinoma za stroške dela. Tako da nismo iskali financiranja na tem področju.
Naš čas se počasi izteka, pa vendarle ne moremo mimo še enega od vprašanj, oziroma še morda dveh, etike, ne? Torej, ko govorimo o dvojni rabi in obrambni industriji, pač je to vprašanje seveda tudi se nam postavlja. Eden od strahov seveda, ki se pojavlja, je, ne, da podjetje, ki vstopi na področje dvojne rabe, da se s tem tudi na nek način etikira, ne? Češ, da razvija tehnologije, materiale tudi za obrambne vojaške namene in da se s tem lahko zapre vrata pa morda za civilne priložnosti. Kakšen je vajin pogled na to, oziroma kakšne so vajine izkušnje podjetij? Blaž, morda tudi vaša kakšna negativna izkušnja na tem področju? Ne, negativnih izkušenj nimamo in pri produktih, ki jih mi razvijamo pravzaprav rešujemo življenja, zagotavljamo neko neprekinjeno, v tem trenutku neko neprekinjeno ali pa optimalno delovanje logistike. Tako da pač interno v podjetju nismo imeli problem z vstopom v ta del, ker kot pač to, kar mi razvijamo, ni mogoče neko orodje, ki je direktno namenjeno nekim napadom, obrambi ali čemu, ne. Spravi, dejansko smo dobra praksa dual use, ne, oziroma dvojne rabe. In razvijamo samo ta civilni del naprej z prilagoditvami, da je uporaben tudi na področju obrambe in tudi civilne varnosti, ne. To je pomembno. Matej, kaj je po vašem mnenju torej ključno, da podjetje dolgoročno ohrani zaupanje partnerjev, nenazadnje tudi zaposlenih in javnosti, ko vstopi na področje dvojne rabe? Da bo govoril kot predstavnik tistega, ki ni v podjetju, ne. Ja, seveda. Zdaj, po vaših izkušnjah. Ja, zdaj prvo, kar lahko mogoče rečem, da pač sodelovanje to je moje mnenje, da sodelovanje v teh projektih ali pa programih dvojne rabe, mislim, da ne etikira podjetja, ne, bolj ga etikira, na kakšen način deluje, ne, podjetje. Tako kot je že zdaj tudi Blaž povedal, ne. Prvo moraš sam pri sebi sprejeti, kje so tvoje meje, kaj boš delal, kaj ne boš. Tudi mi kot TECES, na primer, smo sprejeli odločitev in to na vseh programih, da TECES pravzaprav ne sodeluje v obrambnih programih, ki bi zdaj bili pač, ker pač nismo obrambna industrija, ne sodelujemo, niti ne koordiniramo projektov, ki so izključno, katerih je namen razvoj, ne vem, novega orožja za to, ali pa novega tanka, ali pa to. Pač to je odločitev bila pri nas, pri meni, da takšni gremo in potem je mnogo lažje delati. Tudi ljudje in zaposleni lažje to sprejemajo, ker vejo, ne. Tu je pač tista meja, ki se jo mora vsak postaviti, ne. Zdaj, prehajamo tudi pri zaposlenih, seveda, včasih ima kdo ravno ta moralna vprašanja, ne, smo imeli tudi včasih razvojnike, ki so rekli, ne želim razvijati nobenega orožja, ne, je pa bil vrhunski strokovnjak. To bi jaz rekel, mora se odločiti vodstvo, mora se odločiti, kaj to pomeni, ne, na tem področju. Zdaj, druga stvar pa se mi zdi neka transparentnost pri tem, pa nekaj spoštovanja vseh nekih pravil do vseh, to je tisto ključno, ampak jaz bi rekel, da je to že skoraj da normalna zadeva, ki je stvar vsakega posameznega podjetja, no. Prišli smo do konca. Če bi danes svetovala podjetju, ne, ki razmišlja o vstopu v dvojno rabo, katere 3 zelo konkretne nasvete bi dala temu podjetju? Pa mogoče začniva, Blaž, pri vas. Ja, prvi nasvet je ta, ne, da je, če vstopaš na to področje skozi programe, razpise, ne pričakovati, da se bo nekaj zgodilo čez noč. Pomeni, tisti čas, ko je nekdo videl proračun projekta, pa je skozi to planiral svoj nastop na trgu, mislim, da je mimo. Podjetja se morajo vprašati dejansko, kateri produkt je ta, ki ga lahko lansirajo, mogoče z manjšimi spremembami na tem trgu, in povezovanje. Slovenija je majhna, izredno dobri smo v hitrosti odločitev in v povezavah, ki jih imamo zaradi majhnosti tudi z ministrstvom, in se pravi, dostop do določenih informacij imamo mi enormno dober v primerjavi z drugimi podjetji v drugih državah, tako da predvsem je treba to izkoristiti, potem pa zadeve same stečejo. Matej? Zdaj, kot prvo, seveda,
Začnite s tem, kar imate, ne, kot podjetje, kje je vaše znanje, ne tisto, kaj bi vi želeli razvijati, ampak to, kaj dejansko že danes imate in ali lahko to nadgradite na to, ne, kar se pogovarjamo danes, ali lahko ta izdelek sploh prenese dodano vrednost na tem trgu, ne. Druga stvar je, ne, kaj želite seveda posledično razvijati, če je to, ne, ko smo enkrat to odločitev sprejeli, česa ne želite, pa kaj si želite, ne, to je, mislim, da tisto najbolj pomembno. Druga stvar je, ne, poskušaj ne vstopiti sam, ne, to, kar je že Blaž omenil, izkušnje zdaj vidimo, jaz bi govoril v nasprotju s tem, kar mi delamo, če govoril vstopaj sam, ker mi temeljimo na sodelovanju, podpori sodelovanju. Se pravi, poskušaj se povezati z podjetji, ki že na tem delajo, poskušaj se povezati z grozdi, poskušaj se z nekimi partnerji ali pa inštitucijami, ko delajo, to je tudi, seveda malo zdaj navezujem tudi na našo podporo dvojne rabe, poskušaj s tistimi, ki ti bo potem poskušali vse osnovne informacije dati. Ne, tretja stvar, ki pa je zelo pomembna, pa tudi Blaž je že to omenil, naj bo to strateška odločitev, ne. To ni tek na kratko ali na kratke proge, kako rečejo, to bo proces, ne, kjer boste vi mogli ogromno investirati časa, denarja, zato da boste dobili, ko se pa enkrat uspete in priti noter, potem pa ste noter, ne. Seveda morate pa opraviti svojo vlogo kvalitetno, ne, in jaz mislim, da je to mogoče tista zadeva, no. Predvsem pa, kar se za naše podjetje velja, ne razmišljati, da si sam, jaz mislim, da smo Slovenci, moramo biti team playerji, moramo biti del tima, ker smo premajhni, da bi se lahko šli veliki, razen za zares specializirane, kar pa marsikatera podjetja danes seveda so že kar močna. Torej, poudarek je na sodelovanju tudi. Matej Gajser in Blaž Peternelj, hvala lepa vama za zelo odprt in konkreten pogovor. Upam, da smo danes dokazali, da pač dvojna raba ni nekaj abstraktnega, ne, ali pa rezerviranega samo za največje, ampak tudi za manjša, nišna podjetja, ki imajo lahko, kot smo danes slišali, celo konkurenčno prednost na evropskem in tudi svetovnem trgu. Hkrati pa je to zelo realna tudi neka razvojna in poslovna priložnost. Če se seveda lotiš pametno in premišljeno in s pravimi partnerji, kot ste dejali, Matej. In pri tem seveda se lahko obrnejo tudi na Gospodarsko zbornico Slovenije in na TECES ter pridobijo konkretno pomoč in vse nadaljne informacije od tega, kar smo danes že morda odprli in povedali. Hvala lepa za obisk in pogovor, hvala lepa pa tudi vsem poslušalkam in poslušalcem in srečno do prihodnjič.